se mi je tukaj pridružila že dr. Valentina Brečko-Grubar z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, ki nam bo predstavila krajevne vodne vire po modernizaciji oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri. Tako da lepo prosim. Najlepša hvala. Moja predstavitev, vsaj uvodoma, bo malo širša, potem ko sem slišala včerajšnje prispevke. In da malo pojasnim, pravzaprav, zakaj sem se kot geografinja odzvala temu vabilu. Ko me je doseglo, se mi je zdela tema tako geografska, da se mi je zdelo nekako, da pravzaprav jo ne morem ignorirati. Namreč, ko govorimo o nekih naravnih danostih, kot geografi seveda takoj prepoznamo naravno-geografske značilnosti nekega prostora, nekega okolja, in ko govorimo o ekosistemskih potencialih, seveda takoj pomislimo na ekosistemske storitve. Tako da glede na to, da včeraj pravzaprav nismo nič od tega pojasnili, morda samo za en tak uvod, ko govorimo seveda o ekosistemih, je njihov osnovni sestavni del tudi voda. Nobenega ekosistema ni, ki ne bi združeval neživi in živi del, in tega živega dela seveda brez vode preprosto ni. Tako da tisti ključni, rečemo, biogeokemični krogotoki, ki sploh omogočajo rast, ki omogočajo, da rastline proizvajajo kisik, da rastline porabljajo ogljik in tako naprej, se seveda dogajajo s pomočjo vode, ker rastline edino tako lahko dobijo hranila, ki so topnove vodi, drugače jih tako sploh ne bi mogla dobiti. Druga taka iztočnica je v bistvu, kar smo danes tudi v bistvu že malo slišali, pa tudi včeraj, da je pravzaprav voda seveda zelo pomemben pokrajinski element pravzaprav večine okolij. Razen, bomo rekli, res izjemno sušnih, pa še tam se občasno pojavijo v bistvu padavine, je v bistvu poleg, bi rekli, površja kot takega, poleg ozračja oziroma atmosfere, poleg vsega živega, je voda tisti element spet, ki nekako povezuje vse to skupaj. In v našem podnebju, ki je humidno, kjer padavine presegajo izhlapevanje, seveda je voda tudi tisti glavni preoblikovalec oziroma preoblikovalka pokrajine. V bistvu doline, ki so tako zelo pomembne, tako za naselitev kot za kmetijsko rabo, so rezultat delovanja vode, v bistvu zalivi na naši obali prav tako, skratka zelo pomembna je tudi z tega vidika. Morda še nekaj o ekosistemskih oziroma okoljskih storitvah. Dostikrat uporabljamo tudi to drugo besedo, gre seveda za tisto, kar je mišljeno kot potencial. To razdelitev gotovo poznate, tako da se ne bi, bom potem sicer vodo malo umestila v naslednji prosojnici, to se pravi, kaj pomeni voda v posameznih teh skupinah ekosistemskih oziroma okoljskih storitev. Morda samo malo pojasnim ta spodnji podatek. Namreč ekosistemske storitve imamo v mislih seveda vse tisto, kar narava oziroma okolje za nas, bomo rekli, izvaja, počne. Dostikrat se jih ne zavedamo oziroma se nam zdijo povsem samo po sebi umevne. Ne razmišljamo o tem, da za tem, da imamo v bistvu čist zrak oziroma da se zrak prečisti, da se prečistijo vode, kljub temu, da so onesnažene, pa potem na izviru spet, recimo temu, se pojavijo kot čiste, da se obnavlja rodovitnost prsti. To so procesi, ki se nam zdijo samo po sebi umevni, vse dokler pravzaprav ne začenjajo slabo delovati. Tisti hip, ko kaj ne deluje, se zavemo, da v bistvu nekaj ni šlo prav oziroma da smo okrnili te procese in v bistvu takrat šele ugotovimo, kako zelo pomembni so. Zelo težko jih je pravzaprav ovrednotiti, te storitve, čeprav so številni poizkusi. Jaz sem tukaj tudi ene podatke za leto 2022 vzela, ki kaže, kako zelo pomembne so ekosistemske storitve okolij, ki so povezana prav z vodami. Tukaj imamo podatek, da
15% ekosistemskih storitev oziroma vrednosti njihove, ki je povezana z svetovnimi morji oziroma oceani, nas najbrž niti ne preseneča, oziroma to, kako velik obseg pripada seveda morjem oziroma oceanom. Pač pa je bolj presenetljiv morda ta delež pri mokriščih, to se pravi kopna in morska oziroma sladko in slanovodna mokrišča imajo izjemno veliko vrednost. Vidite tudi, da je ta razpon vrednosti ekosistemskih storitev zelo velik, to se pravi, zelo težko jih je malo bolj natančno ovrednotiti, ampak za primerjavo, bruto družbeni proizvod leta 2022 svetovni je znašal približno 102–103 milijarde dolarjev. Tukaj govorimo o v bistvu 275, skratka, ta vrednost je precej višja. In če sedaj še vodo malo umestimo v tele naše ekosistemske storitve oziroma skupine. Včeraj smo kar precej slišali o hidroenergiji, potem o kmetijstvu v okoljih, kjer je voda zelo ključna. Slišali smo o morski vodi kot o in njenem terapevtskem ali pa zdravilnem učinku. Skratka, to so vse pravzaprav ekosistemske storitve, s tem, da kot oskrbne običajno razumemo pač vodo, ki jo seveda uporabljamo v različne namene, tudi hrano, ki prihaja iz teh vodnih okolij, kot uravnalne najprej pomislimo na ta vodni krogotok, ki pravzaprav povezuje vse vodne vire v človekovem okolju, bolj ali manj, razen kakšnih ujetih zalog v nekih arteških vodonosnikih recimo. Potem ohranjanje podnebja, tudi tukaj ima voda zelo pomembno vlogo pri kroženju hranil, pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in tako naprej. Podporne ene klasifikacije jih imajo, druge ne, ampak nekako imamo tukaj v mislih življenjska okolja oziroma prostore, ki so spet tudi tiste človekove aktivnosti so vezane na določene prostore, ki so tudi zelo odvisni od vode, Če samo pomislimo na turizem, če pomislimo na ribogojstvo, če pomislimo, o čemer bo danes še govora, če pomislimo sploh recimo na marikulturo in tako naprej. In pa četrta skupina so tako imenovane kulturološke. Tukaj imamo bolj v smislu, v mislih neke duhovne, estetske, izobraževalne, tudi religiozne in tako naprej. To so tiste, ki jih pravzaprav še najtežje ovrednotimo, ampak vemo, da so pravzaprav taka okolja, ki imajo vodo, v kakršnikoli že obliki običajno zelo privlačna, dostikrat tam preživljamo prosti čas in neke aktivnosti recimo so vezane na te prostore. Tako da samo še eno zadevo bi izpostavila, to je v bistvu še cilj, trajnostni razvoj, tudi je bil že omenjen. 6. cilj trajnostnega razvoja je seveda po agendi 2030 tesno povezan tudi z vodo, namreč zagotavljanje ustrezne pitne vode in pa sanitarnih pogojev je v bistvu cilj, ki je zelo zahteven. Več kot 2 milijardi ljudi nima ustrezne pitne vode. Če bi pogledali higienske razmere, je ta delež še večji. In to, kar se pravzaprav kaže z spreminjanjem podnebja, bo še več ljudi v bodoče živelo na območjih tako imenovanega vodnega stresa, kar pomeni, da bodo še v bistvu v večji stiski z zagotavljanjem ustrezne pitne vode. In če se še malo navežem na tista okolja, ki sem jih prej izpostavila, to se pravi mokrišča, podatki so zelo zaskrbljujoči. Od 70 let do danes se je obseg mokrišč na planetarni ravni zmanjšal za tretjino in kar 80% vrst, ki so vezana na ta življenjska okolja, beleži upad. Kar kaže na to seveda, da ta okolja, ki so najvišje vrednotena, pravzaprav najbolj nekako izgubljajo, tako po obsegu kot tudi po raznovrstnosti.
Da ne bom predolga, ko govorimo o naši Istri in v bistvu danostih, vas bom samo na par takih geografskih, bom rekla, lastnosti spomnila, ki so seveda ključne. Ne moram brez tega govoriti o vodnih virih. In sicer Slovenska Istra je med tistimi pokrajinami, ki ima nekaj manj padavin, kot je povprečje v Sloveniji, in nekoliko višje temperature, kar vpliva seveda na to, da je izhlapevanje večje in vodni odtok manjši. Kaj to pomeni? Razpolagamo z nekaj manj vode. To je tukaj prikazano, ne, to, kar je rumeno obarvano, pravzaprav je, bi lahko rekli, kar v primerjavi s Slovenijo, seveda podpovprečni, ni pa tako nizek, kot je recimo v skrajnem delu severovzhodne Slovenije. Z vidika vodnih virov je še ena lastnost pomembna, in sicer kakšne so kamnine. V Slovenski Istri večinoma prevladujejo nepropustne oziroma slabo propustne oziroma vododržne kamnine. Kaj to pomeni? Da nimamo zalog tiste vode, ki je z vidika oskrbe najbolj pomembna. To so pa podzemne vode. V Sloveniji večinoma se oskrbujemo s podtalnicami, s kraškimi podzemnimi vodami in pravzaprav zanemarljivo oziroma nepomembni so površinski vodni viri. Teh imamo v Slovenski Istri malo. In pravzaprav edinega, ki ga imamo, je kraški vodni vir Rižane, ki je tudi zajet za vodooskrbo, pa še ta pravzaprav se ne napaja v Slovenski Istri, ampak se napaja iz zelo širokega zaledja. Tukaj je prikazano vodovarstveno območje in vse to, kar je rumeno-zeleno, sam vodni vir je tule seveda zajetje, vse ostalo je v bistvu zaledje, ki ga napaja in sega na podgorski kras. Kaj pa ostali vodni viri? Ja, zelo veliko jih je v Slovenski Istri. Vse te vijoličaste točke pomenijo, da gre za neke izvire, ampak večinoma so ti izviri zelo majhni, malo izdatni in tudi v poletju dostikrat suhi. Tako da oskrba z vodo v preteklosti je bila v Slovenski Istri kar izziv. Mesta so si dosti pomagala, ker je bilo veliko streh in veliko utrjenih površin, da so zbirala dežnico oziroma kapnico v teh skupnih štirnah oziroma vodnjakih. Kakšni bližnji izviri so bili seveda tudi uporabljeni, medtem ko na podeželju je bilo vodnih virov zelo veliko in v različne namene, in bolj ko so tisti bližnji bili izčrpani, bolj je bilo potrebno po vodo nekam daleč. Neka raziskava v 80-ih letih je pokazala, da je celo kar 10 vodnih virov na kvadratni kilometer, oziroma da je en vodni vir prišel na 32 prebivalcev oziroma 11 gospodinjstev. Kljub tako velikemu številu pa je seveda, kot rečeno, zlasti v poletju vode pogosto primanjkovalo, čeprav je bila takrat potrošnja vode za naše današnje razmere zelo majhna. Govorimo o nekaj 10 litrov vode, ki so rabili recimo na prebivalca na dan. Danes govorimo seveda o 10-kratni vrednosti, če razmišljamo o porabo v gospodinjstvih. Tako da predvsem pa je bila takrat velik porabnik seveda tudi živina, ljudje so kmetovali, so imeli veliko živali in živali so bile pravzaprav večji porabnik vode kot pravzaprav človek. Različni vodni viri so prisotni na tem območju, od zajetih izvirov, ki so najbolj pogosti pravzaprav, kar precej je tudi teh vodnjakov kopanih. Nimajo vsi v bistvu žive vode, kar pomeni, da ne segajo tako globoko, da bi dejansko dosegli tisto vodonosno plast, ampak je bilo veliko teh vodnjakov tudi tako imenovanih cedilnih, ki so iz svoje okolice zbirali vodo in ki so bili zelo nestalni. Kali oziroma puči pa so sploh, bi rekli, tisti vodni vir, ki je bil v preteklosti na tem območju zagotovo najbolj pogost. Ko omenjamo sodobno oskrbo, seveda moramo omeniti Rižanski vodovod kot podjetje, ki ima kar dolgo pravzaprav tradicijo. Zajem Rižanskega izvira je bil zgrajen v 30 letih, kot vidite. Še danes pravzaprav je takšen, kot je bil takrat zgrajen, s tem, da so kasneje zaradi večje potrebe po vodi naredili še
vrtine v zaledju tega izvira, tako da dejansko načrpajo vodo, še predno sploh doseže izvir in izvir je poleti dostikrat suh, Rižanski vodovod pa vseeno dobi en del tako zelo potrebne vode. Ta vodovod se je postopno širil. Če je na začetku Rižanski vodovod še imel dovolj vode iz lastnega vira, ko je bil potem zgrajen tako imenovan višinski vodovod, ki je povezal tudi najvišje ležeče vasi v slovenski Istri, je te vode seveda začelo primanjkovati. Tako da danes mora Rižanski vodovod dosti vode kupiti od sosednjih vodovodov. Kupujejo od Kraškega vodovoda, kupujejo od Istrskega vodovoda in zato tudi dostikrat slišimo o tem, kako bi bilo pravzaprav nujno potrebno zgraditi bodisi neko akumulacijo, idejo o zadrževalniku v Brkinih gotovo poznate iz medijev, tudi v bistvu neke druge rešitve so se že vmes nakazovale, ampak dejstvo je, da še vedno pravzaprav slovenska Istra nima svojega zadostnega vodnega vira. Priključenost danes je pravzaprav 100%, lahko rečemo, zelo redki so kakšni zaselki, ki niso priključeni na omrežje, tako da tisti vodni viri, ki so bili pa prej pomembni, pa so seveda postopno začeli izgubljati na svojem pomenu. Kaj se je z njimi zgodilo? V večini lahko rečemo, da so vsaj zapuščeni, številni so uničeni, kali oziroma puči so se večinoma zarasli, če se jih ne vzdržuje, če v bistvu jih ne čistimo za rasti, seveda se to zgodi zelo hitro, tako da zelo, zelo malo pravzaprav nekdanjih vodnih virov je v dobrem stanju. Študenti smo poskušali kar v nekaj letih izvesti popis teh vodnih virov z namenom, da bi sploh dobili vpogled, koliko, v kakšnem stanju so, v bistvu kaj se še uporablja, v kakšne namene se še uporablja. In smo ugotovili seveda, da je manj kot polovica teh vodnih virov še pravzaprav ohranjenih ali pa bi rekli vzdrževanih. So tudi kakšni, ki so bili obnovljeni, predvsem tisti, ki so znotraj naselij, pa so pomembni recimo kot nek, bomo rekli, arhitekturni ali pa kar kulturni spomenik skoraj da, recimo kakšne štirne na teh vaških jedrih. Tako da sicer pa ja, v bistvu večinoma so opuščeni in zapuščeni. Ohranjajo se tisti vodni viri, ki so v bližini naselij, ki so znotraj naselij, te ljudje še uporabljajo, če ne drugo za kakšno zalivanje, za kakšna opravila, kjer ni potrebna pitna voda, zlasti v poletjih, če se zgodijo opozorila, da je potrebno z vodo varčevati, seveda so ti vodni viri lahko še kako dragoceni. Tako da ugotovili smo, da je ohranjenost njihova zelo povezana s tem, da so dostopni, to se pravi, da se nahajajo nekje ob cestah, poteh, v bližini naselij, da imajo stalno vodo, tudi to je pomembno, in pa so se ohranili v večji meri tisti, ki imajo zgrajene neke objekte za zajem. Kaj to pomeni? Imajo zgrajene bodisi rezervoarje, bodisi te vodnjake, če je bilo pa tako recimo, kot je bilo nekje sredi obdelovalnih površin ali pa kakšnih vinogradov, ta kopan vodnjaka, potem so stanja takšna in večinoma so jih tudi zasipali že zato, da niso nevarna za v bistvu ljudi, oziroma tudi za živali oziroma divjad. Naredili smo en tak pregled na območju, ki je zelo pozno bilo priključeno na vodovodno omrežje, in tudi tukaj smo ugotovili pravzaprav, da v največji meri so recimo ti vodnjaki še prisotni, ti so se ohranili, medtem ko recimo Kalov, samo vas Rakitovec, je imela več kot 10 v bistvu teh kalov ali pučev v svoji okolici, pa pravzaprav smo uspeli najti samo 3. Tako da povsod drugod je v bistvu zgodba bila precej podobna. Če se malo vrnemo nazaj, kakšna pravzaprav je lahko vloga teh vodnih virov, zagotovo z vidika, bomo rekli, današnje oskrbe niso
pomembni. Zakaj ne? Ker v bistvu želimo vodooskrbo zasnovati na večjih vodnih virih, ki lahko oskrbujejo večje število ljudi oziroma večje število gospodinjstev, ker je tako tudi lažje izvajati nadzor in zagotoviti ustrezno kakovost vode. Tako veliko število recimo virov, ki so se včasih uporabljali, preprosto je nemogoče, ne, da bi imeli nadzor oziroma da bi lahko zagotovili ustrezno kakovost. Ne. So pa seveda lahko taki vodni viri za številna opravila uporabni, lahko so, bomo rekli, tudi rezervni, če je stiska z vodo, ne, z prekuhavanjem. Se da tudi pogojno take vodne vire uporabiti, pa če ne drugo za umivanje, pranje, za kar pravzaprav porabimo največ vode, ne, bistveno več kot za pitje. Glede na to, da je v bistvu z podnebnimi spremembami kmetijstvo vedno bolj izpostavljeno pomanjkanju vode. Če ravno podatki ne kažejo na to, ne, da bi se količine oziroma višine padavin zmanjševale, pa se njihova razporeditev spreminja. Ne. Ta padavinski vzorec je postal drugačen in obdobja, ko ni padavin, ko so sušna, so daljša in zato tudi se to toliko bolj občuti, ne, tudi pri kmetijski pridelavi. Tako da danes slišimo, ne, kako pomembno je, da bi zadrževali padavine takrat, ko so, da bi jih imeli vodo na zalogi, ko jo potrebujemo, in seveda za tak namen, ne, nekega zalivanja, napajanja in tako naprej so lahko taki krajevni vodni viri še kako uporabni. Tudi za druge namene, eden od takih namenov vam bom potem pokazala na naslednjem v bistvu diapozitivu, ne, so recimo te toplotne črpalke. Potem recimo z vidika biotske pestrosti so seveda še kako pomembni, tukaj zagotovo najbolj recimo kakšni kali, kakšne površinske, bolj ali manj bomo rekli stoječe vode, ki se ponavadi ponašajo z veliko raznolikostjo živih bitij in so zelo pomembne, ne, bodisi kot življenjski prostor oziroma kot habitat ali pa kot območje hranjenja, potem naravna in kulturna dediščina, tudi turistična privlačnost in pa seveda tole zadnje, to je v bistvu zadrževanje nekih vod, ki prosto odtekajo v okolje, neprečiščene in jih v bistvu lahko tako okolje prečistijo. Bom se samo sprehodila, da ne bom predolga. Tile točke kažejo, za katere vodne vire so podana vodna dovoljenja. Zelo veliko teh vodnih dovoljenj je vezanih seveda na obalni pas, kot vidite, ne, gre za pristanišča, soline, skratka, ne, večina tega, medtem ko v notranjosti slovenske Istre, ne, tukaj je tega dosti manj. Potem, to sem dala samo toliko, da spomnim na tisto, kar smo prej rekli, ne, kot pomembna neka življenjska okolja, habitati. Vode so tudi v bistvu pomembna naravna dediščina, če tako rečemo, pa morda bolj kot tale je zanimiv ta drugi prikaz. Te točke namreč prikazujejo naravne vrednote hidrološke in večina teh točk so bodisi to se pravi neki izviri ali kali oziroma puči, tudi slapov je precej, ne, in pogosto ob takšnem tudi vidimo takšno tablo, ki nas opozori, da gre za v bistvu naravno vrednoto. In pa še čisto na koncu, še druge pomene imajo, ne, pogosto jih povezujemo z neko dediščino, z v bistvu tistim, kar je bilo v preteklosti morda in je zelo pomembno, da se ohrani tudi zanamcem. Potem kot povezani v neke izobraževalne, tematske poti, tudi to je kar pogosto. In pa seveda so točke, ki jih radi obiskujemo oziroma kjer pogosto najdemo obiskovalce, turiste, pohodnike, kakorkoli že jih imenujemo. Tako, najlepša hvala za pozornost. To je vse.